Trg svetega Petra so tudi 26. marca opoldne napolnili mnogi verniki in ljudje dobre volje, da bi svetim očetu molili angelovo češčenje. Papež je z okna apostolske palače vse zbrane blagoslovil, v nagovoru pa spodbudil k spremembi miselnosti in dejanj, ki izvira iz krsta. Kot je dejal, zakrament krsta zahteva neomajno in odločno izbiro, da živimo kakor otroci luči in hodimo v luči. Tudi mi smo bili razsvetljeni s Kristusom pri krstu in smo torej poklicani, da se obnašamo kot otroci luči. Obnašati se kakor otroci luči pa zahteva spremembo miselnosti, sposobnost presojati ljudi in stvari v skladu z novo vrednostno lestvico, ki prihaja od Boga. Che cosa significa avere la vera luce? In kaj pomeni imeti resnično luč, hoditi v luči? Pomeni predvsem zapustiti lažne luči, hladne in površinske luči predsodkov do drugih, kajti predsodek izkrivlja realnost in nas obteži z odporom do tistih, ki jih neusmiljeno ocenjujemo in nepreklicno obsojamo. Še ena lažna luč, ker je zavajajoča in dvoumna, je osebni interes. Če ljudi in stvari ocenjujemo na osnovi kriterija, ki je nam koristen in nam všeč, v odnose in situacije ne vnašamo resnice. Če hodimo po poti, kjer iščemo samo osebni interes, hodimo v mraku, je dejal papež Frančišek, ki je ob koncu nagovora namenil prošnjo še Materi Mariji. Sveta devica, ki je prva sprejela Jezusa, luč sveta, naj nam izprosi milost, da v tem postnem času ponovno sprejmemo luč vere, ter tako odkrijemo neprecenljivi dar krsta. To novo razsvetljenje nam spremeni naše drže in dejanja, da bomo tudi mi, začenši pri svojem boštvu, prinašalci žarka Kristusove luči. Po popoldanski molitvi angelovega češčenja je papež Frančišek še spomnil na beatifikacijo 115 mučencev španske državljanske vojne. Ti duhovniki, redovniki in laiki so bili junaški pričevalci Kristusa in njegovega evangelija miru in bratske sprave. Njihov vzgled in njihova priprošnja naj podpirata prizadevanje cerkve v izgrajevanju civilizacije ljubezni. Ob sklepu pozdravu pa je papež Frančišek omenil tudi pastoralni obisk Milana 25. marca. Zahvalil se je kardinalu, nadškofu in vsem prebivalcem Milana za topel sprejem. Zares sem se čutil kot dama in to z vsemi vernimi in nevernimi, je povedal. Zelo sem vam hvaležen, dragi Milančani, pri čemer je dodal, da je res, kar pravijo, v Milanu si sprejet s srcem na dlani.